Torej, tile zadnji 3 dnevi so bili na GCC resnično pestri, vse od petka popoldan, ko se je zbralo na naši šoli več kot 80 srednješolcev iz vse Slovenije na letošnjih vseslovenskih mladinskih podjetniških dnevih, ki jih gosti Ustvarjalnik, no skupaj z nami tokrat, in res smo zelo ponosni, da je ravno naša šola bila tista, ki je gostila ta res zanimiv dogodek, kajti v 56 urah so morali mladi najprej izbrati 17 poslovnih idej, ki so jih najbolj prepričale, po petkovi predstavitvi in jih razviti do danes popoldan dejansko do te mere, da lahko gredo, če bo seveda interes pri investitorjih že na trg, bodisi v obliki storitve ali izdelka, tako da res zanimivo. Vidim izziv mogoče ne toliko v podjetništvu, ne, pa da Slovenci imamo dve taki besedi, ki sta si zelo podobni, pa recimo, da ima podjetništvo en tak negativen prizvok pri nas, ne, ko rečemo, da je kdo podjetnik, že začnemo razmišljati o takšnih in drugačnih zgodbah. Bolj bi mogoče izpostavil tudi tisto, kar se mi zdi pa bistveno za mladostnike in za njihov razvoj na področju recimo kariernega, če lahko tako splošno zaobjamem, to je pa podjetnost, se pravi neka veščina, zmožnost, da se lotevaš problemov na en ustvarjalen način, predvsem pa, da se ne ustrašiš morebitnih izzivov, ampak da jih poskušaš obvladati s tem, da povezuješ različna znanja, svojo socialno mrežo, skratka vse, kar ti je na voljo. In tega mislim, da v našem šolstvu precej manjka, kajti s tem dejansko lahko pri mladih krepimo tisto potrebno samozavest, ki jo potrebujejo za življenje, predvsem da kot je značilno za podjetništvo, ne, mi ponovadi vidimo tiste uspešne zgodbe in kar mislimo, da je vsem uspelo, ampak kolikokrat je treba se soočiti z nekim neuspehom, da nekaj ne deluje, ne funkcionira, ni posluha za to in pri tem vztrajati za to, da ti na koncu uspe. Gre za generacijo mladih, ki si bo najbrž morala delovna mesta ustvarjati sama, torej trg dela se preoblikuje, trendi vse kažejo na to, da bomo v prihodnosti potrebovali predvsem ustvarjalne ljudi, se pravi radovedne ljudi, ki bodo znali postavljati zelo konkretne cilje, jih živeti in pa seveda delati to, kar delajo z eno veliko mero navdušenja, predanosti in ljubezni. In mislim, da če jih bomo znali vzgajati tudi šolniki na tak način, potem si lahko obetamo tisto, kar je Slovenija pred kratkim postavila za enega izmed svojih strateških ciljev, da bo leta 2050 dežela srečnih ljudi. Udeležencev so izjemni, no moram reči, da zame recimo kot malce starejšega od njih ali pa precej starejšega od njih zelo navdihujoče, ko vidiš koliko enih idej, koliko rešitev, ki mogoče sam sploh ne bi pomislil nanje, ker sem že preveč okalupljen v nekem sistemu, se skriva v tej naši mladi generaciji in resnično jim moramo znati prisluhniti, jo poslušati in seveda tudi bolj aktivno vključevati v tisto, kar bi moralo biti pri nas državotvorno, to je predvsem ena iskrena želja ljudi, da ustvarjamo skupno družbo in pa prihodnost, ki je pisana na kožo vseh in pa predvsem dobra za vse.